Pozdravljeni! No, lejte, poletje je v polnem zamahu in marsikdo se obada s potovalno boleznijo, kot je driska, zaprtje. Lejte, jaz se sebe spominjam včasih, ko smo šli na morje, bi bilo najbolj enostavno, da bi nesla svojo veci školjko s sabo, ker enostavno, kakor smo prišli v drug kraj, meni se enostavno ustavlja prebava. In potem veste, kako izgleda. Človek je napihnen, ne počuti se dobro in ko sem se trudila, šele uredila se mi je prebava, ko smo se vrnili nazaj. In verjamem, da nisem edina tukaj s temi težavami in želim vam par stvari razložiti. V glavnem, prva zadeva, kar moramo razumeti, da je zakaj se ustavi prebava takrat, ko gremo na nek dopust. To je zaradi stresa. Zato, ker stres vpliva, prva stvar, se naredi zaštekamo. No, zdaj vam pa najlažje, da narišemo vse skupaj, da vam bom razložila, kako deluje sama prebava. Poglejte, prva zadeva moramo razumeti, da prebava se že začne v ustih in predvsem ogljikove hidrate je potrebno pošteno prežvečiti. Sem spadajo od testenin riža in tudi sadja. Sadje ima ogromno sladkorja in jaz včasih, ko sem bila zaprta, sem pač jedla sadje, da se mi sprosti prebava. Bolj kot sem jedla sadje, bolj sem bila zaprta. Zato prva stvar, ko se začne zaprtje, stran s sadjem. Ja, potrebno je pa več piti. No in potem naslednji pride do želodca. No in želodec, tukaj če razumemo delovanje želodca, če želimo, da se naša prebava pospeši, potrebujemo več kisline. In da dobimo več kisline, pomeni po vsakem obroku popijemo en deci ali pa en kozarc limonade. Limona vsebuje C-vitamin in C-vitamin pomaga pri razgradnji samih beljakovin. Po drugi strani pa deluje limona na to, da se poveča sama želodčna kislina in zaradi tega pride do boljše prebave. No in potem naprej, 12-ternik in tukaj imamo en kup črevesja. Vse skupaj je črevesje, če ga bi razgrnili, to je 8 metrov dolga cev, ampak če ga bi pa tako razgrnili, če ga povečam, to je črevesna sluznica in če bi to sluznico razgrnili, bi nastalo 400 kvadratnih metrov površine. To pomeni površine za eno nogometno igrišče. In ko se ustavi prebava, kaj se zgodi? Tukaj noter ostajajo strupi in te strupi se potem usrkajo nazaj v kri, ampak kri odnese te strupe nekam in kam jih odnese? V mehka tkiva. In kaj se potem zgodi? Mehka tkiva, no prvo tkivo je koža. A se vam kdaj zgodi, da pridete na morje in dobite alergijo? Pa po možnosti se vam še ustavi prebava. To je točno med sabo povezano, zato ker telo hoče spraviti strupe na en način ven. Logično, mi se namažemo s kremo in krema po eni strani zadihta kožo, po drugi strani telo hoče spraviti strupe ven in enostavno pride do alergije. Zato prva zadeva, ko gremo nekam na potovanje, je potrebno več piti. To je prva zakonitost, zato da pospešimo razstrupljanje. Druga zakonitost. Če imate alergijo na sonce in če imate težave tudi z zaprtjem, potrebujete več kalcija in magnezija. V tem primeru vam priporočam vzemite Kalmah. Vzemite Kalmah, samo majčken. No, sem že nazaj, našla sem ga. V glavnem, če imate težave z samo prebavo in tudi z alergijo na sonce, vzamete Kalmah in vam povem iz svojih izkušenj. Ko sem jaz imela alergijo na sonce, sem jih vzela tudi po 9 na dan, zaradi tega, da se poveča razstrupljanje. No, tako da v glavnem kalcij veže nase kisline in te kisline potem spreminjajo v soli in jih dobesedno polulamo. No, ampak danes bomo govorili ne o ledvicah, ampak bomo govorili o prebavi. Glejte, tukaj noter pa moramo razumeti, da v črevesju se pa nahajajo dobre bakterije, probiotične bakterije. Če bi jih stehtali, to tehta od kile tudi do 2 kilograma dobrih bakterij imamo v črevesju. In te bakterije so pa ključne, ali bomo imeli dobro prebavo, bomo imeli drisko in recimo sploh kdor ima drisko, bi bilo pametno, da vzame večjo količino probiotikov. Zdaj seveda, najprej dajmo pogledati, kje s hrano dobite čim več probiotičnih bakterij.
Eno je probiotični jogurt, potem kislo mleko, kefir, zelnica in seveda tudi kislo zelje, tako da v glavnem, če uporabljate ali pa uporabljajte čim več jogurta, zdaj čez poletje, kefirja, kislo mleko, to je sigurno s hrano dobite probiotike. Potem so pa še prebiotiki. Prebiotiki, to je pa zelenjava v osnovi, to so pa vlaknine in to je hrana za te dobre bakterije. Jaz verjamem, da zdaj čez poletje imamo vsi dovolj sadja in zelenjave, tako da ni potrebno prebiotikov dodajati, ampak probiotiki so pa problem. Poglejte, prva stvar, dajmo majhen pogledati obliko blata. Kaj se zgodi? Takrat, ko kakate, kot bi kakali suhe figice, kot srnica. V tem primeru je potrebno več piti, približno liter tekočine več na dan kot sicer. V osnovi ste dehidrirani. To je prva zadeva. Druga zadeva pa potem, če imate pa mastno blato in še ena stvar, če se blato paca, da recimo, da si sploh ne morete normalno obrisati danke, v tem primeru kaj morate narediti? Glejte, jetra so problematična in žolč, preveč maščob ostaja v vašem telesu, predvsem potrebujete več vlaknin. Spomnite se na to, če se vam paca blato, v tem primeru morate pojesti pri vsakem obroku zelenjavo, da dobite dovolj vlaknin za to, da se sčisti vaše telo. Še eno stvar. Vlaknine dobite v čija semenih, tako da vam priporočam, dajte si namoč čija semena zvečer in potem zjutraj naredite zelenjavni smuti, dajte kakšen peteršilj, lahko pol avokada, čija semena, lahko date tudi banano, ampak pozor, banana zapira. V tem primeru nastane imate dovolj vlaknin in s tem se potem zmanjša ta mastnost blata. Predvsem blato bi moglo izgledati tako kot recimo klobasa ali pa banana in brez da se paca. In to je tisto. Se pravi, kdor ima pa drisko, v tem primeru pa samo probiotiki. No in zdaj vam pokažem še tole. Lejte, jaz se držim, ali pa jaz sama uporabljam Acidofilus plus. Tukaj noter je 5 milijard živih mikroorganizmov, ki pridejo ciljno do črevesja. Zdaj pa zakaj je tako pomembno, da pride ciljno do črevesja? Kislina v želodcu, večji del teh bakterij, ki niso s ciljno dostavo, jih dobesedno pomori. Samo pride delček naprej v črevesje, kjer imamo bazično okolje. Zato mi potrebujemo s ciljno dostavo do črevesja in tukaj se potem ta kapsula stopi, to izgledajo takole kapsule, se stopi in potem začne to delovati. Zdaj bom pokazala tako namečkam bližje, da vidite. Takole, v glavnem, na dan vzamete 1 do 2, ampak če imate pa težave s prebavo, jih pa lahko vzamete tudi več. Če imate drisko, vzamete na 3 ure po 3, če imate zaprtje, predvsem zvečer pred spanjem vzamete 3, pa tole, kar sem rekla, čija semena, pa kdor je zaprt, lejte, donat je še vedno tisti, ki odpira, pa več pijete in boste videli, kako se vam bo uredila prebava. Zdaj pa še ena stvar, kjer pa nujno potrebujemo še probiotike. To je pa takrat, ko imamo antibiotike. To je pa ključno pri tem, da se normalno uredi črevesna flora. Dejstvo je, da imamo mi povsod našo floro, se pravi sluznico. Mi imamo sluznico v ustih, v nosu, ta obnosna votlina v ušesih, potem požiralnik, želodčna sluznica, pol črevesje. V bistvu je to kot film tlečeza, ne? Film in ta film dela, zaščiti naša tkiva od znotraj. Dejansko sluznica, mikroflora je tudi po koži in tisti, ki se preveč umivate z raznimi agresivnimi mili, načnete to floro, ki je tudi na koži in to je zaščitni sloj. To je pač na koži nevidno, ampak opazimo pa posledice takrat, ko imamo težave. Ko je načeta ta sluznica, enostavno se začne sušiti koža, poka koža, takrat, ko je načeta sluznica, smo dovzetni za razne okužbe, takrat, ko imamo v ušesih načeto sluznico, nas bolijo pač ušesa in smo dovzetni za okužbe v ušesih. Tako da v bistvu probiotične bakterije delujejo, se potem usrkajo vsa tkiva in delujejo na to, da se obnovi cela naša sluznica. Tako da, lejte, če vidite, da imate težave, dajte
poskusite, boste videli. Jaz odkar to uporabljam, sem zadovoljna in sploh, zdaj ne vam povem, hčerka je imela operacijo slepiča, pa potem antibiotike, je probiotik ključen pri tem, da se enostavno uredi sama flora v črevesju. No in ko smo pri slepiču, slepič ni tako brezvezna zadeva, slepič je v bistvu inkubator za dobre bakterije. Tako da v osnovi ga potrebujemo in kdor nima slepiča, bi dejansko mogel dodajati dobre bakterije, zato da nadomesti ta primanjkljaj, ker ga telo ne izdeluje, ker pač telo ne dela več sam probiotične bakterije. Tako da, lejte, za danes je to. Tako da, še nekaj bom naključno iz knjige Ko imajo hormoni žur prebrala nekaj, kjer se bo odprlo. Zanimiv, kje se je odprl glutatijon, snov, ki vas razstrupi. In da izdelamo snov, ki nas razstrupla, glutatijon, potrebujemo vitamin C, selen potrebujemo in aminokisline. Zdaj, selen največ ga dobimo v čebuli, česnu, brokoliju, paradižniku in brazilskih oreščkih. C-vitamin pa itak vemo, da ga dobimo v vsej sveži zelenjavi in sadju. No, ampak potem so pa pomembne aminokisline, ki jih dobimo. Potrebujemo živalske vire in rastlinske vire. Se pravi, pistacija, rdeča paprika, česen, čebula, brokoli, zelje, brstični ohrovt, ovs, pšenični kalčki, šparglji in korenček. No, prav za ovs je dober podatek. Glejte, kdor ima zamaščena jetra, se zgodi, da ima tudi zamaščeno potem blato, zato ker telo na en način hoče te strupe ven sprati oziroma maščobo. In če pijete čaj iz ovsa, dejansko vam čisti jetra in žolč. No, potem imamo pa še živalske vire, je pa pršut, puran, jajca in mlečne beljakovine, kot so mleko, skuta, sir, jogurt in sirotka. No in zdaj, če gledamo en preprost recept, kako izdelate snov, ki vas razstrupla. Pripravite smuti iz jogurta, date noter žlico skute, dodate zraven recimo korenček, potem lahko date še kakšen peteršilj zraven in potem pa logično damo še brazilske oreščke ali pa mandlje in imate snov, imate smuti za razstrupljanje telesa in ta glutatijon, da si boste lažje predstavljali, je pa tako, kot bi dal lebdeč papir, tisti rumen papir, na katerega se lepijo muhe in dejansko tako nase veže vse, kar je slabo. No, in zdaj moja naravna svetloba ugasnila, to je pa sonček, tako da čas je, da zaključimo. Lepo se imejte.